V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dobro jutro, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 15. navadna nedelja. Smo sredi meseca julija, sredi poletja, sredi počitnic. Tako v današnji nedelji smo na nek način na prehodu med enim in drugim tednom, pa je čisto dobra priložnost, da obudimo na kratko spomin na teden, ki se izteka, kaj smo v tem tednu lepega izkusili, doživeli, se naučili, kaj nam je bilo dano, zato da bi znali za to obuditi hvaležnost, da bi znali biti za to Bogu hvaležni pa reči hvala. Po drugi strani je pa to tudi priložnost, da premislimo tudi vse tisto, kar pa nam naša vest pravi, da v preteklem tednu ni bilo čisto dobro, ni bilo čisto prav, da lahko tudi zato obudimo kesanje, da lahko tudi zato prosimo Boga, da bi morda pa v tednu, ki je pred nami, naredili kaj drugače, naredili kaj bolje. Vzamemo si torej trenutek tišine, premislimo in obžalujmo naše grehe.
vsemogočnemu Bogu, vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus. Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Naj vas spomnim, pater Marko je na razpolago v spovednici, mi bomo to sveto mašo darovali za žive in pokojne župljane. Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Amosa. Tiste dni je Amacija, duhovnik v Betelu, rekel Amosu: Videc, pojdi, beži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj. V Betelu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva. Amos pa je odgovoril in rekel Amacijaju: Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo in gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu. To je Božja beseda. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto.
Poslušam, kaj govori Gospod Bog svojemu ljudstvu. O miru govori svojim zvestim. Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubila. Iz zemlje bo pognala zvestoba, z neba se bo sklonila pravičnost. Gospod nam bo izkazal dobroto, naša dežela bo dajala obilen pridelek. Pred njim bo šla pravičnost in utirala pot njegovim korakom. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslovil nas je v nebesih v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep očetove volje v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem sinu. V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu. Tega si je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov, da zedini v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi mi, ki smo že prej upali v Kristusa, bili v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi vi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine v odrešenje ljudstva, ki si ga je Bog pridobil v hvalo njegovega veličastva. Poslušali smo Božjo besedo. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj razsvetli oči vašega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus poklical k sebi 12 in jih začel pošiljati po 2 in 2. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naročil,
Naj razen palice ne jemljajo na pot ničesar, ne kruha, ne popotne torbe, ne denarja v pasu. Obujajo naj sandale in naj ne oblačijo 2 oblek. Govoril jim je: kjerkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog njim v pričevanju. In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili. To je Kristusov evangelij. Današnji evangeljski odlomek nam torej prinaša Jezusova naročila njegovim učencem, njegovim apostolom, kako naj gredo in nadaljujejo njegovo delo. Jezus je omejen s svojim telesom, tako kot mi vsi, ne more biti na večjih krajih naenkrat, in vendar veliko je ljudi, ki morajo slišati to dobro novico, zato Jezus pripravlja svoje učence že od začetka. Jih organizira v skupnost, v cerkev, da bi to sporočilo ne bilo omejeno samo na čas njegovega zemeljskega življenja, ampak da bi to sporočilo šlo naprej tudi po njegovi smrti. In tako še danes tudi mi, kristjani, nadaljujemo to Jezusovo naročilo, da bi šli in oznanjali. Če ste bili pozorni v prvem berilu, prerok Amos pripoveduje, kako je tudi on poslan od Boga, ampak naleti na nerazumevanje in na nasprotovanje. Zato, ker to, o čemer on govori, namreč opozarja kralja in celotno izraelsko kraljestvo, da če ne spremenijo svojega ravnanja, bodo negativne posledice. In nihče od nas nima rad takih vrste opozoril, nihče od nas ne mara najbolj, če nam nekdo reče, da moramo pa kaj spremeniti, da se moramo izboljšati. In sploh, če je nekdo kralj, je veliko lažje reči: ti prerok, umakni se, pojdi nekam drugam, da ne bomo poslušali tvojega negativnega govora. In tisto, kar nas morda pri preroku Amosu lahko na nek način intrigira, kar lahko zbudi naše zanimanje, je to, zakaj Bog ne da temu Amosu, če ga je res poslal, zakaj mu ne da kako večjo moč? Zakaj je Amos prepuščen samemu sebi, ubog in sam, in dejansko mora pobegniti, dejansko se mora umakniti? Zakaj Bog temu Amosu ne da nekaj, ne vem, prijateljev, ki imajo pa moč, ki imajo vpliv, ki se bodo borili za njega? Zakaj mora biti Amos sam, krhek, človeški? Zdi se, da je to pri Bogu kar pomembna stvar, to uboštvo. Smo slišali tudi v evangeljskem odlomku, kako Jezus zelo izrecno naroča svojim apostolom, kaj in kako naj ravnajo, in da jim se zdi, zelo izrecno naroča, naj pazijo na svoje uboštvo. Ne na svoje bogastvo, ampak na svoje uboštvo. Da naj ne jemljajo nič preveč osnovne stvari. In je mogoče čisto dobro, da se vprašamo, zakaj? Zakaj se zdi to Jezusu tako pomembno? Morda celo bolj kot tega, kar bodo učenci povedali, da se mu zdi pomembno, kako učenci živijo in kaj ti učenci pravzaprav sploh so in pričujejo. Dobro, saj mi vemo vsi iz našega vsakdanjega življenja, kako zgled veliko bolj potegne kot pa besede. In kako včasih, ne da bi hoteli, to, kako mi živimo, govori veliko bolj glasno od tega, kar povedo naša usta. Se pravi, ni
ni nepomembno. Res je, na drugi strani, Božja beseda je sama na sebi tudi učinkovita in ni moje pričevanje tisto, ki bo pa zdaj tej besedi dalo vso verodostojnost. Ampak in vendar, po drugi strani, moje nasprotno pričevanje lahko velikokrat to besedo naredi za neverodostojno. Ji vzame kredibilnost, jo naredi za nesprejemljivo ali pa morda celo za neverjetno. Jaz verjamem, da je vsak od nas imel že kdaj priložnost, da je tudi med kristjani kdaj doživel, da ga je zgled ali pa izkušnja ali pa odločitev ali pa morda beseda enega drugega kristjana ranila in prizadela in morda celo pohujšala do te mere, tega pa en kristjan ne bi smel. Pa vsi vemo, da smo krhki, vsi vemo, da smo tudi grešni, ampak vemo, da je lahko moje pričevanje komu kdaj tudi ovira. Zdi se, da imamo ljudje v slabem veliko večjo moč kot pa v dobrem. Jaz ne morem ustvariti ene vrtnice, jo pa zlahka pohodim. In podobno je tudi, ko pričujem, podobno je tudi, ko oznanjam. To uboštvo, ki ga Jezus se zdi zapoveduje, to ni te vrste uboštvo, s katerim je treba potrpeti, ga je treba prenašati kot en stoik. Se mi zdi, da tisto uboštvo, ki ga Jezus zapoveduje svojim učencem, je bolj uboštvo, ki izhaja iz veselja. Če se spomnimo prilike o človeku, ki je imel njivo, pa je na njivi našel zaklad, kaj naredi? Vzame vse, kar ima in proda, zato da kupi to njivo in si pridobi ta zaklad. Ali pa tisti trgovec, ki je iskal lepih biserov. Ko najde res lep biser, gre in proda vse, kar ima, zato da bo imel ta biser. In za tem njegovim uboštvom, če hočete, ni neko prikrajšanje, ni nekaj, kar bi mu manjkalo, ampak je pravzaprav veselje ob tem, da je našel tisto največ, kar je vredno, največ, kar je pomembno. In uboštvo, ki ga Jezus zapoveduje svojim učencem, naj bi tudi učencem, se pravi nam, pomagalo biti pozorni na to, kaj je res tisto, kar nas izpolni in zadovolji. Da to niso materialne stvari, da to ni tisto imetje, na katerega bomo pa mi zdaj polagali svoje upanje in v katerega bomo zaupali, da nas bo pa, ko bom imel pa dovolj, ne vem, hiš in avtov in kaj vem, jaht in vikendov, pol bom pa res lahko zadovoljen, potem bom pa imel to pravico, da bom miren. Predtem pa ne bom miren in ne bom zadovoljen. Uboštvo, ki ga Jezus zapoveduje, h kateremu nas vabi, naj bi nam pomagalo ravno iti preko vseh teh zank, da bi ne mislili, da moramo imeti, zato da bomo lahko izpolnjeni, da bomo lahko veseli, da bomo lahko srečni. Še en drug razlog je, zakaj Jezus naroča apostolom, učencem, naj pazijo na uboštvo. Ne vem, če se vam je že kdaj zgodilo, da ste dobili kako dragoceno darilo ali pa ste ga morda tudi sami podarili. In kako hitro se potem tukaj začne ta dinamika, zdaj jaz dolgujem ali pa meni nekdo pa zdaj dolguje. Pa mogoče nisem, ko sem podaril to darilo, nisem pričakoval, nisem zahteval ničesar za nazaj, ampak hitro pride ta skušnjava, da si mislim, ampak zdaj imam pa jaz eno določeno moč nad to osebo, ker sem mi naredil eno tako uslugo, ker sem mi podaril nekaj tako dragocenega, zdaj sem pa jaz malo nad. In kako težko je, če smo mi tisti, ki prejmemo eno tako bogato darilo, kako nehote se želimo potem tega bremena znebiti, pa čim prej vrniti to darilo, čim prej
vrniti ta dar, na tak ali pa drugačen način, da ja ne bomo dolžni, da ja to breme ne bo nad nami. In uboštvo, kateremu Jezus vabi, je tisto potem, ki nas na nek način prisili, da iščemo druge načine, druge poti, da ljubimo. Ko nimam več stvari, ki bi jih dal, potem moram dati samega sebe. In Jezus deluje na ta način, Jezus nima ničesar in daje samega sebe. Tudi Bog deluje v končni fazi na ta način. Ljubi tako, da nam želi podariti samega sebe. Zato, da bi to, kar imamo, tudi v svojem uboštvu, da to ne bi bilo nekaj, kar nas ločuje drug od drugega, ampak da bi v resnici, da bi ne izvajali moči drug na drugem, ampak da bi lahko v resnici ljubili. Uboštvo nadalje je tisto, ki nas spominja tudi na našo resničnost. Ljudje imamo samo to, kar smo prejeli. Ničesar si ne moremo lastiti. In naša temeljna resnica je to, da imamo pravzaprav samo to, kar smo prejeli, da bi znali to sprejemati kot dar, predvsem pa, da bi znali iti preko tega, pa dajati ne to, kar imamo, ampak to, kar smo. S tem nas Jezus tudi osvobaja, bi rekel, teh malikov, sodobnih malikov, ko se nam zdi včasih, da je to, kar imamo, bolj pomembno od tega, kar smo, predvsem pa je bolj pomembno tudi od Boga in od vseh tistih, ki nas ljubijo. Nazadnje lahko rečemo, je ta Jezusova zapoved po uboštvu njegovih učencev na nek način tudi priložnost za druge. Če si predstavljate, Jezus pošilja svoje učence v tolikšnem uboštvu, da morajo pravzaprav prositi. In za prenočitev, da morajo prositi za hrano. Se morajo narediti odprte za sprejemanje. In ravno v tej svoji odprtosti učenci sami dajo drugim priložnost, da izkažejo ljubezen, da izkažejo dobroto, da izkažejo usmiljenje. To njihovo uboštvo je priložnost, da drugi ljudje ravno tako lahko izkazujejo ljubezen in dobijo izkušnjo polnosti, ki iz tega izhaja. Kako človeka napolni in zadovolji, ko lahko nekomu naredi nekaj dobrega, ko lahko nekomu izkaže ljubezen, ko lahko nekomu izkaže usmiljenje. Da bi nas to Jezusovo naročilo k uboštvu, kakorkoli, ga že kdorkoli od nas živi, ampak da bi nas lahko ne siromašilo, ampak bogatilo. Pa si mogoče za zgled lahko vzamemo apostole in se spomnimo, v apostolskih delih nam evangelist Luka pripoveduje, da sta šla eno od tistih prvih jutr apostola Peter in Janez po Jeruzalemu in sta srečala nekoga, ki je bil hrom in je pač zato beračil. In kaj reče Peter temu človeku? Reče, srebra in zlata nimam, dam ti pa to, kar imam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi. In se lahko mislimo, ja, če bi Peter pa Janez imela zlato in srebro, koliko dobrega bi lahko naredila, morda celo zgradila en dom za take hrome ljudi. Ampak ker nista imela ničesar, sta morala dati tisto, sta lahko dala tisto edino, kar sta imela in spremenila temu človeku življenje. Mu dala eno popolnoma novo priložnost. In vera, na končni fazi lahko rečemo, ki izhaja iz oznaljevanja, lahko izhaja samo iz oznanjevanja, ki je narejeno v šibkosti, v krhkosti. Zato, ker samo tako oznanjevanje potem res zagotavlja tudi osebi, ki jo sliši, ki jo sprejme, da to sprejme v svobodi. Da je pri tem ne ovira več noben blišč,
nobeno bogatstvo, da je k temu ne nagiba kakršenkoli drug napačen razlog, ampak samo tisto, kar človeka nagovori v globini njegovega srca. Da bi znali, kot rečeno, iz te Božje besede tudi mi potegniti kako modrost, da bi znali rast v tem, da svoje prepričljivosti v tem, ko smo Jezusovi učenci in sodelavci, da je ne bomo temeljili na tem, kar imamo, na naših sposobnostih, na naši moči, na našem bogatstvu in ugledu, ampak da bi znali po zgledu tudi apostola Pavla sprejeti svojo krhkost, sprejeti svojo šibkost in zaupati, da ravno v tem Bog potem lahko v polnosti in najbolj deluje. Amen. Vas povabim, da ostanemo in skupaj spovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zaličenja prišel z nebes, za telesa, po Svetem Duhu, iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je v mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki je v živi, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Drage sestre in bratje, naš Gospod Jezus Kristus nas vabi k delu za Božje kraljestvo. Prisluhnimo mu in ga zaupno prosimo. Za pastirje cerkve naj neutrudno vabijo k spreobrnenju in življenju po evangeliju. Za državljane naj svoje voditelje podpirajo z molitvijo in z njimi sodelujejo. Za kristjane naj z odgovornim in poštenim opravljanjem poklica pričujejo za evangelij. Za vse, ki so na počitnicah, naj se telesno in duhovno okrepljeni vrnejo na delovna mesta. Za hudo bolne in umirajoče naj ne pogrešajo človeške bližine. Pomiri sovraštvo in odpravi krivice, ki vladajo med narodi, da bosta po vsem svetu vladala mir in pravičnost. Po namenu iz naše župnije v tem tednu prosimo za spoštovanje, odpuščanje in ljubezen v družini. Po namenu papeža Frančiška molimo, da bi zakrament bolniškega maziljenja podelil osebam, ki ga prejmejo, in njihovim dragim Gospodovo moč, in da bi bil za vse vedno bolj vidno znamenje sočutja in upanja. Gospod Jezus, sprejmi naše ponižne prošnje in blagoslovi naše delo za rast Tvojega kraljestva, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno nedeljsko daritev. Gospod, naš Bog, usliši molitev in daritev svojega ljudstva. Naj nam pomaga k napredovanju v svetosti, kar bomo prejeli pri tem svetemu pravilu, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je pravično in zveličavno, da se ti zahvaljujemo, zvesti in usmiljeni Oče, za Jezusa, tvojega Sina, našega Gospoda in brata. Ljubezen je skazoval ubogim in bolnim, zapostavljenim in grešnim in ni prezrl nobene stiske. Njegovo življenje in oznanilo nas učita, da si ti Bog, ki se zavzemaš za človeka in očetovsko skrbiš za svoje otroke. Zato te hvalimo in slavimo, poveličujemo tvojo dobroto in zvestobo. Z vsemi angeli in svetniki slavimo tvoje veličastvo in vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti. Posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošlji svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvoja smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličen v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom in našim škofom Stanislavom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko
naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatirenim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, kraj pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, svetim Rokom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod, mir, bodi vedno s vami. Pa si podajmo desnice v znamenje miru in sprave. Glejte, to je jagnje Božji, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljenje moje duše. Blago povabljenim na Gospodovo gostino.
Nebeški Oče, prejeli smo tvoj posvečeni dar. S pogostnim prejemanjem svetih skrivnosti naj raste v nas tvoje zveličavno delovanje po Kristusu našem Gospodu. Še nekaj kratkih oznanil za teden pred nami. Ves teden smo molili za naše skavte, zato za tiste, ki nimate sami skavtov v družini, kratek pregled. Danes se z tabora vračajo najmlajši skavti, bobri in bobrovke. Na tabor danes odhajajo malo starejši, volčiči in volkulice. Izvidniki pa že od torka taborijo in bodo ostali na taboru še do petka. Jutri je 3. ponedeljek v mesecu, kot vsak mesec bo tudi jutri ob 20. zato v Novi cerkvi maša za ozdravljenje in osvoboditev. Po maši bo tudi blagoslov vode, soli in nabožnih predmetov ter molitev pred Najsvetejšim in nad posamezniki. Možnost je prejema bolniškega maziljenja, priložnost pa bo tudi za sveto spoved. Prihodnjo soboto bo v Rokovi cerkvi običajno mesečno celodnevno češčenje. Najsvetejše bo izpostavljeno po jutranji maši, okrog 7:30 in bo ostalo izpostavljeno do 6:30 zvečer, ko bomo češčenje zaključili z litanijami in blagoslovom. Vabljeni, da se kadarkoli čez dan ustavite, si vzamete vsekak trenutek za tiho osebno molitev pred Najsvetejšim. Prihodna nedelja, 16. nedelja med letom, je Krištofova nedelja. Nabirka od vseh maš bo šla torej za Mivo, za misionarje. Po vseh mašah pa bo tudi blagoslov avtomobilov in vseh drugih vozil. Pripeljite tudi skiroje, pa poganjavčke, pa kolesa, karkoli je, vse bomo blagoslovili. Pa še eno opozorilo. V zadnji številki nedelje pri nas, tam, kjer so bili napovedani dogodki čez poletje, smo v zvezi s praznovanjem svetega Ignacija objavili napačne informacije, ki so povzročile kar nekaj zmede, pa se vam res opravičujem za to. Torej, pravilne informacije so naslednje. Praznovanje svetega Ignacija bo letos v sredo, 31. julija, ob 19. Sveto mašo pa bo vodil ljubljanski nadškof Monsignor Stanislav Zore. To je prava informacija, vse ostale so napačne. Teden pred nami je 15. teden med letom, razen obveznega godu svetega Bonaventure, škofa in cerkvenega učitelja jutri, pa v tem tednu ni pomembnejših godov ali pa praznikov. Potem, ko ste prihajali not, ste verjetno že videli eno mizo pri vratih. Danes imamo med nami še ne gostje, pa kar povabim, da se nam na kratko predstavite. Pozdravljeni, jaz sem sestra Simona. Tukaj sem skupaj z preostalimi članicami medicinske skupine iz Univerzitetne župnije v Mariboru, ki gremo letos na prvo odpravo v Indijo. Zunaj vas bodo čakale Manca in Pija kot del odprave, kjer vam bomo lahko povedali več podrobnosti o tem. Sem smo pa prišli predvsem, da vas prosimo za molitveno in tudi pravzaprav finančno podporo, kajti stroški odprave in nabava zdravil tam, materijala in vsega tega, pač, če hočeš pomagati, moraš nekaj darovati. Gremo v Kalkuto, odpotujemo danes teden, če Bog da. Tam bomo preživeli 3 dni, nato pa gremo na sever v Shillong, kjer bomo preživeli naslednjih 14 dni. Eden izmed razlogov tudi, zakaj smo pa prišli v vašo župnijo, pa se lepo zahvaljujemo gospodu župniku, da nas je sprejel, je pa tudi pater misionar Jože Cukale, jezuit, doma iz Vrhnike, ki je veliko življenja daroval v Kalkuti za uboge in bil tudi veliki prijatelj svete mati Terezije. Tako da se vam zahvaljujemo za vso podporo danes, v prihodnjih dneh in da se srečno tudi vrnemo domov. Hvala. Hvala srca Simona, pa tudi ostalim dekletom za ta zgled, da greste, da ste pripravljeni iti, pa darovati tudi nekaj in od znanja in od časa.
To je lahko pač ena spodbuda vsem nam, ki ostajamo doma, da vas vsaj finančno pa molitveno podpremo. Pripravimo še svoje srca za Božji blagoslov, naj nas spremlja v tem tednu, da bi znali tako prepoznati vrednost uboštva v našem življenju, pa naj nas, kot rečeno, Sveti Duh vodi in razsvetljuje. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in boste postali sodediči zveličanih v nebesih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.